Zdravo! Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. 15 novogoriških dijakov je pred dnevi z maturantskega izleta na grškem otoku Ios prineslo tudi okužbo z virusom H1N1. Sicer gre pri vseh dijakih za blago obliko bolezni, zato jim hujšega, kot nekaj dni počitka z domačo oskrbo, ne bo. Z Inštituta za varovanje zdravja pa sporočajo, da je v Sloveniji za novo gripo zbolelo že 63 ljudi. No, predsedniku vlade Borutu Pahorju pred okužbo z novo gripo sicer njegovi varnostniki ne bodo mogli kaj dosti pomagati, so pa toliko bolj učinkoviti, ko gre za hrvaške bombne napadalce. Kjere prekle? Mene najem! Generalna državna tožilka Barbara Brezigar se je na javno vprašanje poslancev Zaresa, zakaj je tožilstvo vložilo zahtevo za preiskavo zoper finskega novinarja, saj veste katerega, odzvala z ogorčenjem. Pravi, da gre za grob in primitiven pritisk na delo tožilcev z grožnjo, naj ne opravljajo svojega dela. Po njenem mnenju pa je to tudi poskus demontaže tožilstva, ki ga ne bodo dovolili. Mislim, da najbrž ni potrebno, da posebej poudarjam, da se te pritiski zadnje čase izrazito stopnjujejo. Doživeli smo jih že kar nekaj strani politike, takrat, kadar odločitve tožilcev niso všečne politiki. Pritiski so. Zadnjega poznate zelo dobro, to je ta tukaj, ki je res presegal vse meje. Predtem smo doživeli izrazito nespoštljiv odnos v državnem zboru na matičnem odboru, ko smo predstavljali letno poročilo. Tako se v urejeni državi ne obnaša do predstojnikov inštitucij države. Vedno smo odprti za kritiko, pa naj bo strani politikov ali pa koga drugega. Pričakujemo pa spoštovanje naših pristojnosti in spoštljiv odnos do inštitucije. In ko smo že ravno pri inštitucijah, z ene najbolj popularnih, se pravi z Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, po 3 letih odhaja direktor Tomaž Smole. Bojda ne zaradi kakršnihkoli pritiskov, razlog za njegov odstop je menda neizkoriščen dopust, neplačane propadle ure in osebni razlogi. Ker nisem edini izmed vodilnih v upravi, ki so v podobnem položaju, imam slabo vest, priznam, do kolegov, ki vztrajajo, vendar sam nisem zrasel v tem sistemu, če se lahko tako izrazim, in preprosto ocenjujem, da je bolj smiselno nadgraditi 13 let pridobljenih izkušenj v gospodarstvu, kot pa da bi poskušal nadgraditi 3 leta, kar sem tu v državni upravi, v zaporskem sistemu, ki je sicer zelo zanimiv, dinamičen, pa tudi zelo utrudljiv. Potem, ko je italijanska vlada prižgala zeleno luč za postavitev plinskega terminala v Žavljah pri Trstu, sta poslanca Franko Juri, to je Lukec, nečak, in Franci Kek vlado pozvala k takojšnjemu ukrepanju glede tega vprašanja. Predvsem sta izpostavila tudi možne tožbe na Evropskem sodišču v Luksemburgu. Dajte jih! Pri terminalih, razen nekaj delovnih mest, bo lokalno okolje imelo zelo malo. In vprašanje je, koliko delovnih mest pa bo zaradi tega izgubilo. Služil pa bo investitor, služil bo kapital na ramenih lokalnega prebivalstva. To je nesprejemljivo, sploh pa od zelo jasno izraženi volji tamkajšnjih ljudi, da si takšnega projekta na tem področju ne želijo. Nič ne de, če ne ogroža česarkoli. Ta plinski terminal ima resnično lahko katastrofalne posledice.
Ja, tako deluje ta svinjski kapital, ne? Energetski mogotci. Ne? Najprej so razmišljali, ali bi postavljali terminal v Sloveniji ali v Italiji. Ne? Valjda so se odločili za Italijo. Ne? Zakaj? Ja, ker zdaj Slovenija kao nekaj malo protestira, ena majhna državica, 2 milijona ljudi, nekim ni všeč, tam ste na našo mejo nekaj postavili. Če bi pa pri nas postavili, kaj pa bo pa Italija udarila po mizi, ne bilo nič, ne, valjda so dobili oni posel, oni denar, vse, in zdaj bomo mi pa svinjarijo dobili, ne, sej, cool. Nikjer ga ne bi smel biti, nikjer, v Tržaškem zalivu, da ne vidim tega. Daj, gremo raj na ljubljanske novice. Če ste v zadnjih tednih zapeljali po slovenski prestolnici, ste bržkone naleteli na katero od ljubljanskih gradbišč. Ljubljanski Zoran župan Janković v številnih za promet zaprtih ljubljanskih ulicah in cestah ne vidi težav. Po njegovih besedah ima tudi zaprtje tunela pod Ljubljanskim gradom svoj razlog. Ja, da ne morem priti v službo, ne morem na Vest, ne morem tam, ko je Zmajski most, ne morem tam, ko je tunel, zdaj lahko grem sam skozi enosmerno, se pravi, delati prekršek, da pridem v službo, ali kaj? Pa dajte mi saj signalizacijo spremeniti, no. Ta trenutek, to, kar se upravlja tisto, kar zakonodaja dovoljuje, in računam, da bo zakupiteljev gradbeno dovoljenje za novo gradnjo v cesti v tem tednu. Nažalost, ko smo odprli tunel in posneli tiste obloge dol, so se pokazale v bistvu izjemne razpoke. To je zdaj odgovor tistim, ki zagovarjajo garažno hišo v Grajskem griču. Včeraj me, da če sem jaz dobro razstopil Jazbinška, kar ga sicer ne, je on tudi proti garažni hiši v Grajskem griču. Takle izgleda tunel. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Dej, Jan, obnaši se, ko imamo kulturo zdaj. Ok, no. Sej bom, sej poslušal, ti si šefica tukaj, to je kultura. Tale prvi kraj, ne? Kaj je to? Lanšpreš, se pravi. V Lanšprežu pri Trebnjem se je zaključil 8. festival gledališča, glasbe in plesa El Soleil. Na festivalu se je do nedelje kljub močni ohladitvi dogajalo na polno. Zadnji vikend v juliju se bo na turistični kmetiji v okolici Trebnjega, to je tam čisto zraven blisko prej, odvijal študentski vikend inteligence in cvička, ki je že 7. festival z imenom Švic. Čakaj malo. Švic mikrofone oddaja pri nas. Tudi če ste vi bili že prej, medijsko imamo mi Švic. Ma kakorkoli. Takole ga je predstavila Manca Šalehar. Nam se gre veliko, da pač pripravimo dober zabavni program, se pravi večerni, in pač športne aktivnosti popoldanske, ki zapolnijo čas obiskovalcem našega festivala. Recimo večerni program, letos prvič smo povabili tudi prvo tujo skupino za branjeno pušenje. Dopolnjevali bodo pa še Midva, Zablujena generacija, Šankrok, Natalija Vrboten in pa ostale predskupine. V popoldanskem delu se bo pa v petek odvijal turnir v košarki, v soboto turnir v nogometu in odbojki. Dopolnjevali ga bodo pa še turnir v balinčkanju, twisterju, žongliranje, šov z ognjem in pa celo dvig z balonom. Še vreme, ker je še ob vsakem letošnjem festivalu, predvsem poletnem festivalu, deževalo, tudi ob tem Švicu, ta vikend pričakujemo dež. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile še ene julijske vesti na Vesti.